Začeli pa bomo s prebranimi celicami, ki se tokrat osamosvajajo. Jugoslavija, Tito, kratice kot so ZKS, Demos, JLA, vse to so za mlade neoprijemljivi in odtujeni pojmi. V tej knjigi osamosvojitev pa jih zelo dobro razbijajo in pojasnijo. Izabela, se strinjaš, so ti zdaj kaj te velike besede bolj jasne? Ja, se strinjam. Recimo pojmi, kot so JLA, so bili zelo dobro razloženi in poveda, to je v bistvu Jugoslovanska ljudska armada in so vsi fantje po 18 letih mogli iti za 1 leto v vojsko, kar se nam danes zdi tako malo nepredstavljivo. Pa recimo Demos, ki je bila koalicija demokratsko izvoljenih strank, ki so nas potem popeljale do osamosvojitve in so bili zelo fajn razloženi. Pomemben prispevek knjigi pa so tudi ilustracije Damjana Stepančiča, ki je nekako vam mladim na bolj slikovit način približal tisti čas. No, to burno obdobje je pa doživel tudi sam, zaradi česar ga še z večjim veseljem oziroma spoštovanjem pozdravljam med nama. Damjan, si mogoče navdih za ilustracije črpal tudi iz kakšnih lastnih izkušenj? Ta izkušnja tistega časa, o kateri pripoveduje besedilo na eni strani in tudi ilustracije, ne bi bile take, kot so, če sam ne bi takrat dejansko živel. Tako da je bilo pravzaprav moje ustvarjanje ilustracije na nek način potovanje v preteklost, v svoje lastne spomine, v preživljanje prostega časa in tako naprej. Na ta način sem tudi potem oblikoval ilustracije, seveda na drugi strani tudi v povezavi z dokumentarnim gradivom, se pravi fotografijami, filmi, izseki mogoče kakšnih poročil, kaj podobnega, ki jih ta muzej tudi hrani. Hvala lepa, Damjan. Izabela, ti nisi mogla črpati iz nekih lastnih izkušenj, a si se pa kaj pogovarjala z dedki, babicami, starši, imajo kakšno zanimivo zgodbo? Ja, velikokrat sem se o tej temi pogovarjala z dedjem, zaradi tega, ker ko je še živel v Jugoslaviji, on ni bil največji oboževalec režima in kako se je živel takrat. Potem pa nekaj let po razpadu Jugoslavije je spoznal, koliko mu je bilo v bistvu takrat všeč in je zdaj velik oboževalec tega. Ampak se mi zdi, da odrasli včasih prevečkrat za nazaj gledajo, koliko jim je bilo fajn namesto, da bi se bolj osredotočili na prihodnost, da bo tudi nam, ki zdaj živimo, to bolj prihodnost lepša. Vsekakor so ti pogovori pomembni, prav tako kot branje te knjige, namreč s tem bogatimo tako družinsko kot nacionalno identiteto. Ja, jasno drži, knjiga ponuja odličen zgodovinski vpogled v 30 let naše države. Torej, vprašanje pa se glasi. Knjiga Osamosvojitev prikazuje dogajanje v Sloveniji med letoma 1980 in 1992. Izabeli se zdi eno dejstvo iz tistega časa povsem nepredstavljivo. Katero? A. Dejstvo, da so mladi drugače preživljali svoj prosti čas. B. Dejstvo, da so mladi fantje morali služiti vojaški rok. C. Dejstvo, da se morajo starejši z nostalgijo, da se mnogi starejši z nostalgijo ozirajo po preteklih časih. Ali D. Dejstvo, da je koalicija Demos popeljala Slovenijo do neodvisnosti. B. To je bil pa hiter odgovor, obe ekipi menita, da je to odgovor B. Izabela pove, da se ji zdi nepredstavljivo, da bi morali tudi danes mladi fantje za 1 leto na služenje vojaškega roka. Pravilen je res odgovor B.